En lep pozdravček vsem v skupini Čarobno telo. Evo, tole sem že, tale koncept, torej kar bom danes govorila o prehranjevanje za prostor, je že kar nekaj časa tako v mojem vesolju in se rekla, to moram prav enkrat deliti z vami, ker je tako meni osebno tako zelo, koncept zelo pri srcu. Evo, se mi zdi, da danes je pravi čas, ker predvsem pred prazniki, veliko jemo, preveč pijemo in pol se ne počutimo dobro. In pol kaj sledi? Ponavadi se obsojamo, joj, a mi je bilo tega treba, a ne. Tako da, kaj pravzaprav, torej večkrat sem že govorila tukaj v tej skupini tudi o prehranjevanju, na kak način naj bi se prehranjevali, zavestno prehranjevanje. Za tiste, ki ste mogoče, novi v tej skupini, en lep pozdrav, in pod zavihkom videi imate desetine, če ne stotine videov že zdaj, vse na temo telesa. In, ja, torej, mi tako pravzaprav, glede na to, koliko ima naše telo energije že samo po sebi, shranjene v celičnih mitohondrijih, preveč jemo. Okej, preveč hrane zauživamo in potem naše telo porabi več energije za to, da to predela to hrano, kot pa, dejansko dobi energije iz hrane. Torej, mi mislimo, da dobimo energijo iz hrane. V resnici naše telo samo po sebi ima že toliko energije, da bi lahko neko večmilijonsko mesto samo s to svojo energijo, ki jo imamo v telesu, osvetljevali več mesecev. V tem, ko se nabašemo s hrano, postanemo taki težki, običajno bi najraje šli kar spat ali pa tudi moramo iti spat in takrat je dejansko, moramo iti spat zato, da se telo sploh počuti še povezano z bitjem. In, samo po sebi je pa tako, torej, ko smo mi res mi, smo prostor, a ne, in ko opuščamo neke stvari in zdaj so časi velikih transformacij, torej začelo se je že veliko nazaj, covid je dejansko to še vse skupaj pospešil to obdobje, in še vedno ta transformacija se dogaja. In ko spuščamo neke stare stvari, ali je to neke goste stvari, ki so bile v nas, neka čustva, neke koncepte, neke paradigme, po katerih smo delovali, postajamo vedno večji prostor. In ne samo mi kot bitje, tudi naše telo postaja vedno večji prostor, ker mi imamo veliko tega je zaklenjeno v naših telesih. Torej, kot veste, sem jaz letos postala tudi facilitatorka Accessovega seminarja, 3-dnevni seminar o telesih. In tukaj vidim, koliko je dejansko, koliko imamo stvari zaklenjenih v telesih in po vsakem seminarju je tako, imaš ful lahkotnejše telo, ful večji prostor si, tudi tvoje telo je veliko večji prostor, ker če pogledamo naše telo, torej če bi šli pogledat pod, mikroskop oziroma če bi razstavili naše telo res na najmanjše možne delčke, bi videli, torej naše telo je sestavljeno iz atomov. Torej, molekule, potem pa atomi, in če pogledamo sestavo atoma, je tudi večina, torej mislim, da celo, ne vem, če ni 99% ali celo več, atoma predstavlja prostor, zelo malo je te, materije, a ne. In, torej, to pomeni, da naše telo je prostor. In ko smo taki prostor, smo lahkotni, se počutimo lahkotno, lahko je pa velikokrat tudi, marsikomu je lahko velikokrat tudi zelo čudno ali pa zelo neudobno, zato ker se pozna sebe kot, teža v telesu, težko bitje oziroma kot pokrčeni, ko smo, in je vse tako, vse je, kot da ti sedi slon na glavi, in ko prideš do te lahkotnosti, je tako, kaj je to? In, velikokrat se tudi ljudem naredi to, torej vidim predvsem tudi meni se je to velikokrat zgodilo po seminarjih, ki sem se jih udeležila, pa ljudje, ki hodijo na moje seminarje, na moje delavnice, velikokrat pol rečejo, koliko sem lačna, koliko sem lačen. In dejansko to ni lakota, ampak gre za to, da so postali večji prostor, ker ti seminarji so tako zdizajnirani, da se opusti toliko ene
neke navlake, nekih laži, nekega balasta, ki ga nosimo s sabo od malih nog, in postanemo večji prostor. In torej, potem pa ljudje skušajo, ker jim je to nekaj neznanega, in skušajo mislijo, da je to lakota, in potem skušajo zapolniti ta prostor s hrano in potem jejo, in ta prostor se ne zapolni. Samo mogoče se oni tako zredijo, ker ima lahko poglede, koliko jem, sigurno se bom zredil, in spet naš pogled kreira našo resničnost. In to je, ena stvar je to, da prvo kot prvo, vse posod, kjer ste prostor napačno identificirali kot lakoto, bi bili pripravljeni, oziroma, dajmo to, torej vse posod, kjer ste lakoto, oziroma prostor napačno opredelili kot lakoto, bi bili pripravljeni vse to zdaj razgraditi in uničiti, kar godziljon. Right and wrong, guten bad, pa Colin Schwartz, boys, Povac and Beyonds, in pozdravček vsem, ki ste se mi pridružili, Erika, Melita, živjo. Pa vsi ostali, ki še niste nič napisali. Torej, če mi opredelimo prostor kot lakoto in potem skušamo to lakoto potešiti, delujemo iz neke laži. In če delujemo iz laži, tega ne moremo spremeniti. Torej, sem prej rekla, ljudje kar jejo in ta prostor se ne zapomni. In zato, če se vam kdaj to zgodi, prvo se vprašajte, ok, je to prostor, a sem zdaj večji prostor, ali je to resnica, je to lakota. In tisto, kar je lahkotnejše, torej, to upam, da poznate že vsi to orodje lahko, težko, torej, tisto, kar je lahkotnejše, tista beseda, v kateri se počutite lahkotnejše, to je vaša resnica. Tista, kar povzroči, da ste nekako težje se počutite, to ni vaša resnica. In če je prostor lahkotnejši, torej, če se ob tem, ko se reče, tako je resnica, sem večji prostor in je to tako lahkotno, sam priznajte si, ok, sem večji prostor in potem bo tudi ta občutek lakote, v narekovajih, bo šel stran. In torej, takoj, ko si mi nekaj priznamo, kaj je res za nas, potem nismo več pod vplivom tega. Če pa si govorimo, da je to lakota, medtem ko ni lakota, smo pa skozi pod vplivom tega in skušamo spremeniti nekaj, kar ne moremo spremeniti, torej, ker to sploh ne naslavljamo prave stvari. In torej, naša telesa so rada taka lahkotna, rada so tako okretna, in pravzaprav bi morali jesti na ta način, da jemo, kako bi rekla, kot hrana bi morala biti kot homeopatski pripravek za naše telo, v smislu, da jemo male porcije, sam toliko grižljajo, kakor naše telo, okolikorišnih naše telo še uživa. In to veste tako, da recimo, ko pač to si pogledajte video, prej, ko sem naslavljala to, torej, ko vprašamo svoje telo, kaj želiš jesti, če je pač res to lakota, in potem nam telo da neko informacijo, nek signal na svojstven način, in vzamemo to stvar, ima ta stvar orgazmičen okus, res je ful dobra. In ko jemo to, res tako zavestno, potem čez nekaj grižljajo naredimo in ta hrana izgubi ta okus. In je tako, kot da bi jedli nek karton, ali pa nek papir brez okusa. In takrat ima naše telo dovolj. In pol od te točke, kar naprej jemo, je pa sam pač tisti prepričanja v smislu, da moramo veliko jesti, ali pa da ne smemo stran metati, ne lej koliko imamo, zdaj to ne bomo stran vrgli, veš, da je škoda stran vršt, dajmo jesti. In pol pač telesa se ne počutijo dobro. In zato je ta koncept, torej, da imate v glavi, torej, danes rekla, torej, govorimo o prehranjevanju za prostor, da se začnete prehranjevati na tak način, da ste še vedno prostor, oziroma dopustite, omogočite svojemu telesu, da je še vedno prostor, to, kar resnično je. In torej, vse, kar vam ne omogoča, da začnete jesti za prostor, oziroma se prehranjevati za prostor, bi bile pripravljene vse to zdaj, oziroma pripravljeni vse to razgraditi in uničiti, kar godziljon. Right and wrong, guten bad, pa Colin Schwartz, boys, Povac and Beyonds. In vse posod, kjer imate referenčno točko,
da morate se nabasati, oziroma če ste nabasani, to je vaša referenčna točka in pol se slabo počutite, vam je slabo, ste čist brez energije, morate iti spat. Vse posod, kjer je bilo to, oziroma vse posod, kjer ste se tega naučili, bi bili pripravljeni vse to zdaj razgraditi in uničiti krat godziljon. Right and wrong. Godziljon je pa sam Bog ve, kolikrat moramo to razgraditi in uničiti. Right and wrong with the Matt Parampako and Schwartz, boys, povats and beyonds. In še ena stvar je, tudi to sem že omenjala v prejšnjih videih, tako da pejte si pogledati stare videe, res jih je veliko. Velikokrat uporabljamo hrano tudi zato, da odrežemo svoje zavedanje. Torej, mi kot bitja se zelo zavedamo, nekateri smo tako imenovani X-meni in imamo res še potencirano zavedanje, imamo tudi X telesa, ker X-meni smo si ustvarili X telesa, v smislu, da lahko naše telesa nam še dajo še več informacij kot običajna telesa in nam je lahko v določeni fazi tako tumača, torej to zavedanje postane tako intenzivno, da iščemo nekaj, s čimer bi ga utišali. In velikokrat je lahko hrana tisti v narekovajih pripomoček, s katerim utišamo to zavedanje oziroma ga nekako odrežemo, čeprav to spet ni nek prispevek za nas, da odrežemo svoje zavedanje, ker namreč zavedanje je tisto, torej če delujemo iz zavedanja, to je tisto, kar nam daje dejansko, ko bi rekla, popolno zaščito, popolni nadzor nad sem, ampak čez nekaj drugega nivoja, iz tega nadzora, mikromenedžiranje, tako da mora točno biti vse na določen način, ampak ko bi rekla, iz tega ptičje perspektive nadzora, tako da točno veš, kje moraš biti, kdaj moraš biti, odkot moraš kdaj iti, s kom ne biti, s kom ja biti in tako naprej. In če to odrežemo, spet v bistvu delujemo z nekega nezavedanja proti zavedanja in tudi to, če dejansko filamo ta prostor, tudi zapolnjujemo ta prostor, kar je naše telo, koliko je to tudi delovanje proti svojemu telesu. Torej vse posod, kjer skušate, oziroma vse posod, kjer delujete proti svojemu telesu, oziroma skušate tudi s hrano nekako ubiti svoje telo, bi bili pripravljeni se to razgraditi in uničiti krat godziljon. Right or wrong with the Matt Parampako and Schwartz, boys, povacem, skozi govorimo o ženskah, ker se mi zdi, da imajo bolj ženske to težavo, pa tudi manj moških je tukaj v tej skupini, tako da se opravičujem že naprej, ker mu fantu ali pa gospodu, ki to posluša. Tako da, kaj če bi naredile drugačno izbiro in rekle, se bom prehranjevala za prostor. In boste videli tudi, kaj bo to skreiralo za vas in vaše telo, torej lahkotnejši kot smo, večji prostor kot smo, več možnosti povabimo v svoje vesolje. Bolj, ko smo taki gosti, težki, energijsko pokrčeni, manj možnosti lahko pač je v našem vesolju, oziroma je manj možnosti v našem vesolju in tudi torej vesolje oziroma življenje, Bog, kakorkoli to imenujete, težje dostavi neke stvari, po katerih sprašujemo, če smo tako težki, zakrčeni, gosti, trdni, energijsko mali, tako da prostor je dejansko tisto, kar vam bo omogočilo ful, kako bi rekla, več tudi, oziroma neke lažjo oziroma hitrejšo aktualizacijo tistega, po čemer sprašujete. Ampak je res, torej vse neke referenčne točke, vse neke stabilnostne točke, ki imate v zvezi s tem, da morate svoje telo narediti težko, da ga morate ful nabasati, vse posod, ker je bila hrana tudi neko merilo, lahko je bilo to merilo obilja, torej, če je hrana, pol imamo, in še vedno je nekje to v ozadju, deluje v vaših možganih, bi bile pripravljene vse to zdaj razgraditi in uničiti krat godziljon. Right or wrong with the Matt Parampako and Schwartz, boys, povats and beyonds, oziroma vse posod, kjer je bila tudi hrana nek način izražanja skrbnosti, kot tako, če ti je mama dala, če ti je skuhala kosila, oče ali pa kdorkoli, je bil to nek znak skrbnosti
In vse posod, ker še sami sebi mogoče dajete ta v bistvu občutek skrbnosti s hrano, čeprav se pa ne počutite dobro, čeprav ste pa jezne same na sebe, ko se preveč najeste, bi bile pripravljene vse to, torej vsi neki občutki, vsi neka čustva, vse neke misli, ki so s tem povezane, s tem preveč prehrane, bi bile pripravljene vse to zdaj razgraditi in uničiti, ker je gaziljon. Right and wrong, v tem je potem pa Colin Shorts Boys, Povac and Beyonds in tudi še ena stvar mi je tako prišla nekako zavedanje, tudi to, ko gremo recimo v restauracijo in če ni cel kup hrane, se že pa kjer pritožujejo le kakšne male porcije. Ali kakšne male porcije, če so pa velike porcije, pa kao ful dobro, in je to treba vse pojesti. In tudi vse posod, ker niste voljne puščati hrane v končni fazi na krožniku, ali pa reči, oziroma jesti res za prostor, oziroma to, kot vaše telo želi in potrebuje v določenem trenutku, in takrat, ko vaše telo želi in potrebuje, resnično želi in potrebuje, bi bile pripravljene tudi se to razgraditi in uničiti, ker je gaziljon. Right and wrong, v tem je pa Colin Shorts Boys, Povac and Beyonds. In najbolj so povezani s svojimi telesi otroci. In če imate otroke, njih pogledajte, kako oni se prehranjujejo. Oni tako jejo pomale, malo glodajo, kako že malco, pa tako čez dan skozi malo se pasejo. In dejansko to je, kako bi rekla, najbolj pravilen, če lahko temu rečemo, način prehranjevanja, ker tudi to, da imamo, ne vem, več velikih obrokov, tudi ni za telo najbolj prijazno, ker pa telo more ful energijo v to smeri, da to predela. In pravi Slavi, hrana je res bila obilje in s hrano se je izražala ljubezen. Tako da vse posod, ker imate to vzročno-posledično povezavo, v smislu hrana je ljubezen, in vedno, ko se počutite, da bi rabile neki tako, ali neko skrbnost, neko ljubezen, ali ne vem, karkoli, pa greste pa posežete v hrani in si na ta način pričarate ta občutek, bi bile pripravljene vse to zdaj, prosim, razgraditi in uničiti, ker je gaziljon. Right and wrong, v tem je pa Colin Shorts Boys, Povac and Beyonds. In kaj, če ste si zdaj pričarali na ta način, oziroma je bilo to pač nek način, kaj pa, če si lahko pričaramo ta občutek sami za sebe v končni fazi. Kaj, če sami izberemo, da se tako počutimo, da za nas poskrbljeno, da se počutimo ljubljene. Ne rabimo nekega zunanjega vira. In vse, kar je to zdaj za vas prinaša, bi bile pripravljene vse to zdaj razgraditi in uničiti, ker je gaziljon. Right and wrong, v tem je pa Colin Shorts Boys, Povac and Beyonds. Pa tudi, koliko od vas tudi je, ker vam je dolg čas. To je tudi ena stvar, tako, pa grem še malo jesti, pa še, kaj še kaj dobrega v hladilniku. Tako da, vse posod, kjer je tudi jeste iz dolg časa, bi bile pripravljene vse to razgraditi in uničiti, ker je gaziljon. Right and wrong, v tem je pa Colin Shorts Boys, Povac and Beyonds. In tudi ena stvar je še tukaj, velikokrat, mislim, naša telesa so itak v osnovi bila tako narejena, tako zdizajnirana, da sploh mi hrane niti ne bi potrebovali. Ampak mi smo strenirali naša telesa, da pač moramo jesti, in recimo z accessovimi telesnimi procesi, konkretno z procesom MTVSS, če ga velikrat naredimo, oziroma prejmemo, naše telo se dobesedno spremeni ta načrt, da se približa svojemu prvotnemu, temu izvornemu načrtu, in dejansko tudi določeni ljudje že dokazujejo to, da pač dejansko zato, da živiš, ne rabiš hrane. In kaj sem zdaj mislila reči, da to je pravzaprav, strenirani smo bili v tem. In kaj je bilo potrebno, da se odtreniramo tega. In kaj, če bi lahko si ustvarile svoje življenje na drugačen način, toliko polno, toliko bogato, da na hrano mogoče niti pomisle ne bi. In tudi mogoče se imate kdaj tudi tako obdobje, ko je tako, vse ful se nekaj dogaja, ali pa si ful v neki kreaciji, nekaj kreiraš, ali pa spoznaš novo osebo, ali pa kar, in ti je tako, kakšna hrana, Tako da tudi kaj še lahko dodate svojemu življenju, da bo bolj bogato, da bo bolj
radostno, da bo bolj zabavno. A ne, to so vprašanja, ki jih lahko postavljate na dnevni ravni in začnete dodajati. Kaj se bo na podlagi tega prikazalo, ne vemo, a ne, samo vprašajte. In lahko se bo določena energija, lahko se bo neke nove, ne vem, kaj, ne vem, zdaj ne bom govorila za vsako od vas, oziroma za vsakega med vami se lahko prikaže to na 1001 način. Sam začnite spraševati, ok, kaj še lahko dodam svojemu življenju, ker veliko ljudi, oziroma tudi določene osebe učijo tako, da moramo imeti čim bolj preprosto življenje, ampak če ste oseba, ne vem, ful kreativna, če imate ful neke kreativne energije, boste umrli dolgega časa, mislim umrli. Pač in pol začnemo hrano ali pa neke bedarije si začnemo ustvarjati na raznih področjih, življenjskih področjih, zato ker se nam dovolj ne dogaja v življenju, ker nimamo dovolj stvari v življenju, kjer bi lahko svojo kreativno energijo porabljali. Tako da, kaj še lahko dodam svojemu življenju, kaj danes še lahko dodam svojemu življenju, da bo lahkotnejše, ali pa ne, karkoli želite. Ampak predvsem tukaj gre za to, ko smo rekli, da jemo tudi iz dolgočasja, da je bolj zabavno, da je bolj radostno, da je bolj, ne vem, karkoli želite, bogato, bolj zanimivo. In vprašajte, vsak dan vprašajte, potem boste videli, čez nekaj časa si boste začeli to kreirati. Torej, to je zakon, torej vprašaj in prejel boš. Ja, tako da, ja, in res to, samo tako, imejte nekje tako v zavedanju, ok, prehranjevanje za prostor in začnite to prakticirati. In seveda pol se naredi, da spet pač pademo v tiste stare vzorce, stare neke stabilnostne točke, ker še nismo vse, pač smo poznali, smo leta in leta živeli iz teh energij in sam, ok, rečete podem pok ali pa, ne vem, karkoli vi uporabljate, da pobrišete, da uničite oziroma razgradite te stvari in znova izberite. In dlje, ko boste to prakticirali, dlje, ko boste temu predane, boste v končni fazi boste videli, pol pa se res ful boljš, mislim, tako lahkotnejše življenje, tudi če je vaše telo lahkotnejše, pa ne mislim po kilaži, ampak po tem, koliko se vi pravzaprav v svojem telesu počutite. To. In ja, prehranjevanje za prostor. Da dejansko ohranite to, oziroma ohranite, da se nazaj povrnete v to, kar ste, kar vi kot bitje ste in kar je vaše telo že samo po sebi. To je prehranjevanje za prostor. Tako da, ja, in evo, zdaj, ko so prazniki, imejte to nekje tako v svojem zavedanju in kaj, če lahko vsake stvari tako malo, ne? Pa tudi, če vas ljudje pa silijo, pa samo rečeš, ne, pa si tako, v bistvu res trdna v tem, ok, ne, in mislim, dajte sebe na prvo mesto svoje počutje, ne ugajanje drugim, a ne, ker pa spet ti reče, pa dej, koliko sem pripravila, pa lej, za koga sem pa kuhala, pa ne vem kaj, a ne, pa čeprav smo mi tako že itak rečemo, pa če ne bom, ali pa ne, karkoli, in dajte sebe na prvo mesto v smislu tudi tukaj, da rečete, ok, lej, pač to imam dovolj. In ko ste vi trdne v tem, oziroma ste trdni v tej svoji izbiri, pa tudi drugi odnehajo. Ne, če smo vi tako, mogoče bi pa še mala, ne. Pa tudi drugi še prilivajo. Tako da, ko pa damo sebe na prvo mesto, oziroma sebe in svoje telo na prvo mesto, oziroma svoje življenje in bivanje, ne, potem pa tudi nam pravzaprav padejo tudi te stvari, ugajanje drugim, biti všečni drugim, da ne bomo druge zdaj razjezili, da jih ne bomo razočarali, da ne bomo žalostni. Tako da, ja. Najbolj pomembna oseba smo mi, zato ker se vse z nami začne. Vse se začne in ko bomo mi zadovoljni, ko bomo sebe imeli radi, pa svoje telo, bo tudi pa drugi zadovoljni, če bojo to izbrali. Ne, ampak ne gre tako, da pač mi skušamo druge zadovoljiti, ker vsak je pravzaprav, kako bi rekla, vsi, no, podem pok se, kar je to zdaj, vsak izbira, kako se bo na določene stvari odzval. Tudi če vi nekomu rečete,
pač hvala, ne bom več, ni v vaši domeni, zdaj, kako se bo ta oseba odzvala na to. Tudi, če začne, ja, pa le, kako sem pripravila, ja, a te kdo prosi, mislim, tako, jaz ne bi rekla tega, no, ampak, ja, oprosti, ampak res ne bom več. Ne paše mi. Ali pa nekaj tako rečeš, a ne, v smislu, da, ali pa, če še nekaj pojem, bom pa bruhala, čeprav mogoče ne. A ne, ampak tudi voljni bodite se tako, kako bi rekla, zlagati nekaj, tako da dejansko dosežete tisto, kar bi radi dosegli. Ne, tako da vas pustijo primer. Jaz upam, da je bilo tole danes prispevek. Če imate še mogoče kako vprašanje, lahko še tudi napišete tukaj od spodaj, pa bom še jaz pol kaj pogledala, pa naslovila kako stvar. Drugače pa tako sem že rekla, veliko videov je tukaj noter v podzavihkom videi, tako da si to poglejte tudi. In ja, drugače vam pa želim tako lahkotne praznike. Lahkotne, ne, da boste pa tako, ne, pa zakaj mi je bilo tega treba. Ja, lahkotne tudi s tem, da se prehranjujete za prostor. Evo, lepo se imejte in se kaj vidimo. Čau, čau!